V lepi hiški z vrtom in psom je živela deklica z imenom Ela. Odraščala je s teto in ko je dopolnila 10 let, jo je teta pustila samo. Saj je bila Ela zelo samostojna punca. Od nekdaj je imela rada klavir in je bila bolj pesniško nadarjena, a zaradi denarja, ker ga ni imela veliko, si ni mogla kupiti klavirja, niti hoditi na glasbeno šolo. Minili so meseci in dnevi, kaj kmalu je prišla zima in Ela se je zime zelo razveselila, da bo lahko pisala Božičku. Kot vsako leto do sedaj si je zaželela klavir, a žal ga ni dobila. Vsakič je za darilo dobila skrivnost, kakšno pisalo in zvezek, kar jo je ujezilo. Ni hotela niti igrač, niti oblek, samo preprosti klavir, da bi počela to, kar ima najraje. Tisti večer pa je Ela pisala Božičku in pustila pismo pod smreko, da jo bo Božiček lahko še isti večer odnesel. Ko se je Ela odpravila spat, je pustila čisto, po naključju odprt oken, in ko je močno pihalo, je pismo odletelo skozi okno. Tisti večer je pismo tako obmetavalo sem ter tja, da je pristalo direktno na Božičkovo mizo. Ja, kaj pa je to? Se je spraševal Božiček. Od kod se je vzelo to pismo? Odprl jo je in prebral. Pozdravljen, Božiček. Zelo močno si želim klavir, v šoli imam same petice, živim sama in vsako leto ti pišem, pa od tebe ne dobim ničesar, samo zvezke in nalivno pero. Božičku se je Ela zasmilila in takoj naslednjo jutro je zavil v trgovino, kjer prodajajo samo klavirje, in takoj kupil enega. Deklica Ela
se je naslednjo jutro prebudila in videla, da pisma ni več. Mar jaz to sanjam? Se je spraševala, a vseeno si je mislila, da bo za božiča dobila tako kot vsako leto do sedaj, zvezek in nalivno pero. Minili so dnevi, ko je končno prišel božični večer. Pripravila si je pojedino in pogledala je dober film, nato se je odpravila spat, saj je komaj čakala na svoje darilo. Še isti večer je Božiček v mestu raznašal otrokom darilo, imel je tudi Elinega. Splezal je čez dimnik in pod njeno skromno majhno smreko pospravil darilo, in to zelo veliko. Naslednji dan je Ela z velikim navdušenjem pogledala pod smreko, ki pa je zagledala ogromno škatlo, saj ni mogla verjeti svojim očem. Kaj je videla? Darilo je hitro odprla in zagledala čisto pravi klavir. Od veselja je kar zavriskala in rekla: to je moj najlepši božič do sedaj, in takoj poskusila kaj zaigrati na klavir.